Dobrodošli v blogu z naslovom Savna in hujšanje, resnice, miti in dejstva, kjer bomo raziskali, ali savna resnično pomaga pri hujšanju ali pa gre zgolj za priljubljen mit. Morda ste že slišali, da savna pospeši hujšanje, vendar je resnica nekoliko bolj zapletena. Med savnanjem izgubljamo predvsem vodo, kar povzroči začasno izgubo teže, vendar to ni izguba maščobe. Čeprav savna lahko rahlo pospeši metabolizem, je ta učinek zanemarljiv. Na primer, ura savnanja porabi manj kot 30 kalorij. Vendar pa savna ponuja druge prednosti, ki posredno lahko podpirajo vaše cilje pri hujšanju. Zanimivo je, da lahko redno savnanje poveča raven rastnega hormona tudi do 16-krat, kar je še posebej koristno za športnike in tiste, ki želijo ohraniti mišično maso. Poleg tega savna pozitivno vpliva na kardiovaskularno zdravje ter izboljša tudi vzdržljivost. Raziskave so pokazale, da lahko redno savnanje po vadbi poveča zmogljivost za kar 32%. Omeniti moramo tudi danes vse bolj popularne savna obleke, ki povzročajo intenzivno potenje in hitro izgubo vode. Kot smo rekli, je ta izguba teže začasna in prinaša tveganja, kot sta dehidracija in pregrevanje telesa. Tudi infrardeče savne so priljubljene, saj delujejo pri nižjih temperaturah, vendar imajo tradicionalne finske savne svoje prednosti, zlasti pri krepitvi kardiovaskularnega sistema. Poleg fizičnih koristi savna pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje. Zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in spodbuja sproščanje endorfinov, naravnih hormonov sreče. Čeprav savna sama po sebi ni rešitev za trajno zdravje ali izgubo telesne teže, je lahko koristna kot del širšega pristopa, ki vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno vadbo in zdrav življenjski slog. Na koncu, če želite izkoristiti vse prednosti savne, bodite pozorni na varnost in se pred začetkom savnanja posvetujte z zdravnikom, še posebej, če imate kakršnekoli zdravstvene težave. Če imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo na športni kliniki, kjer vam bomo z veseljem svetovali in pomagali doseči vaše cilje.